Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana je med epidemijo zaprto, zato s člani poskušajo ostajati v stikih s pomočjo sodobne tehnologije in ob upoštevanju vseh ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa. Ugotavljajo namreč, da sodobna tehnologija zdaj ostaja edini način za premagovanje komunikacijskih ovir in osebnih stisk. Najbolj jih skrbi, kako je s člani v domovih starejših občanov, kjer so obiski prepovedani in se njihove stiske še bolj poglabljajo, zlasti tesnoba in osamljenost. Društvo je zaprto, ampak mi poskušamo vseeno vzpostaviti stik z člani, predvsem s tistimi, ki so vključeni v program Dnevni center, s katerimi smo najbolj v stikih bili že prej, ki so prihajali v društvo. Tako da vsakodnevno izvajamo videoklice temi našimi uporabniki. Je pa možno priti v stik z društvom oziroma s pisarno društva lahko prek videoklica ali pa prek elektronske pošte ali pa SMS-i. Naši uporabniki sporočajo, se zavedajo tega in razmišljajo naprej in rečejo, zdaj prihaja ta mesec december, ki je čas druženja, ponavadi bil, bil smo imeli za člane vedno kakšno večje druženje v decembru, sploh proti koncu leta. In že razmišljajo, letos ga pa ne bo verjetno. In je ta stiska je prisotna. In pa rada bi še vprašala, torej, če kakšen od vaših članov, če je zbolel ali imel nesrečo, kako rešujete take težave? Še vedno opažamo pomanjkanje informacij v zdravstvenih ustanovah, in sicer o tem, kakšne pravice imajo gluhi in kakšne so dolžnosti teh javnih ustanov. Se pravi, gluh ima pravico do tolmača in javna ustanova, kot je neka zdravstvena ustanova, to mora zagotoviti. In opažamo, da tukaj še vedno zelo, zelo premalo informacij, premalo ozaveščanja. In tudi v času korona krize smo se soočali, oziroma naši uporabniki, s tem problemom. Tako da to je verjetno naloga za naprej. Ni stvar samo korone, ampak je pa zelo pomembno, zato ker gluh ni nujno, veste, lahko zdravnik misli, da gluha oseba razume, kar ji zdravnik razlaga, pa ni nujno. Sploh pa tu z uporabo mask še dodatno lahko otežuje, čeprav vemo, da je vlada izdala odlok, da tolmači lahko tolmačijo, če se pa zagotovijo ustrezni te varnostni ukrepi, razdalja in tako naprej, tudi brez maske. Bi še dodal, moram povedati, da glede tolmačev bi jih rad zelo pohvalil, ker res ni takih težav, tudi v zdravstvenih domovih, seveda odvisno od tolmačev, ampak na splošno stvari potekajo, tako da hvala tudi tolmačem. Sedaj pa bi vprašala, kako pa starostniki v domovih za starejše, sorodniki jih ne smejo obiskovati, kako vzpostavite komunikacijo z njimi, ne vem, tudi mogoče negovalci so jih obiskovali prej, zdaj pa ne več. Tisti, ki imajo mobitele, z njimi se lažje vzpostavi stik preko videokomunikacije, videoklica, tisti, ki pa nimajo in ne znajo uporabljati računalnikov, mobitelov, pa je zanimivo, da v nekaterih domovih upokojencev ima socialna delavka računalnik ali karkoli in jim pomaga, jim odpre program, da se lahko potem v znakovnem jeziku pogovarjajo. Čeprav ne zna uporabljati mobitela, ne zna uporabljati računalnika, ampak na tak način vzpostavi lahko stik z nekom, ki zna znakovni jezik in pri njih vidimo, da imajo potem nasmeh do ušes. Zdaj v vseh domovih ni tako, ampak bi bilo dobro, če bi bilo, zato tudi, da vsaj malo izenačimo gluhe s slišečimi.
srečo, ne, nam ta moderna tehnologija nam pomaga. Ne. Prav smo, včasih slišimo, ne, da nas tudi zasužnjuje ta moderna tehnologija, ampak v teh časih je pa zlata vredna, kakor bi lahko rekel. Ne. Tako da tudi druge stvari, kuharske delavnice, ki so bile prej v društvu, smo lepo objavili na Facebooku, pa zdaj sami to delamo, brez pomoči iz kakšnih zunanjih kuharjev, ne, ali pa strokovnjakov za pač kuho, peko in tako naprej. Potem pomoč družinam, načrtovali smo delavnice, pač zaradi koronavirusa in teh ukrepov ni možno v društvu izvajati, smo potem posneli na daljavo, je tudi zelo dobro. Ne. Tako da, kljub vsemu, ne, kljub tej krizi, ki je, so določene stvari, ki pa so dobre, ne, ki jih prej nismo uporabljali. Zdaj vidimo, da so dobre in se jih učimo uporabljati in jih bomo, bolj ko jih bomo uporabljali, boljši bomo. Kako pa sedaj, torej vaši člani, zdaj je pač ta kriza in depresija in osamljenost, stiske, ali to opažate, kako to rešujete s pogovori? Ja, seveda, to opažamo in zato jih tudi vsak dan v bistvu probamo vzpostaviti stike z njimi preko tehnologije. In poglejte, skoraj v enem letu smo res ogromno časa že samo doma in pogovarjala sva se s sekretarjem, da bi naredili neko delavnico tudi rekreacije, tako da jih dvignemo, da ostanejo, da se malo razgibajo, lahko tudi sedijo na stolu in se gibajo nekako. Tako da vsaj 15 minut na dan, da se malo rekreirajo in to je super. Sekretar, morda bi še kaj dodal glede osebne krize, stiske, kako se rešuje s pogovori? Ja, v glavnem s pogovori. Je pa res, da je v času drugega vala opažamo, da so naši uporabniki bolj pripravljeni. Bolj so sproščeni, to sem sicer že prej omenjal, tako da mogoče lahko rečem, no, da so stiske manjše, glede na to, no, kar pač opažamo, ocenjujem na podlagi tega. Naši uporabniki so se pa privadili, ker prej niso bili vajeni toliko teh videoklicev, ne. Zdaj tudi kdo kar sam pokliče in se potem pogovarja, pač različno dolgo, ampak je zelo, zelo pomemben ta stik, ne. Se vidi, da je neka zadovoljstvo je, ne, tudi pol se pojavi, ne, ko se pogovarjajo, ne. Torej, smo že proti koncu našega pogovora. Bi povedali kakšno priporočilo, nasvet, sporočilo za vse vaše člane in pa tudi druge gledalce? Ko smo že pri koncu, bi rad sporočil vsem našim članom ali drugim. Če imate kakršnekoli težave, prosim, obrnite se na naše društvo, na sekretarja in vsem vam bomo pomagali. Želimo, da ostanete zdravi in da se čim prej vrnete nazaj v naše društvo. Seveda, to vsi skupaj najbolj pogrešamo. Jaz se popolnoma strinjam s gospodom predsednikom in se pridružujem tem njegovim željam.